Na znanstveno-raziskovalnem središču imamo že 30-letno zgodovino delovanja na raziskovalnem področju in predvsem na projektnem področju, ki smo v zadnjih 30 letih res ogromno projektov izvedli, tudi prijavili, in seveda ta projekt oziroma dva projekta, Merlin CV in Recap MCV, skupaj z občino Tolmin, je ena od teh najbolj svetlih in tudi ključnih projektov, ki dokazujejo primer dobre prakse. Občina Tolmin in njeno vodstvo so bili zelo pripravljeni in tudi so sodelovali od vsega začetka pri snovanju te ideje, torej o neki skupni čezmejni grajski kulturni dediščini, ki seveda se je odražala v nekem skupnem imenovalcu, in to je bil Kozlov rob. Mi sami kot zgodovinarji smo razumeli, da je res Kozlov rob morda tisti tako imenovani atraktor, ki dejansko bi lahko tudi za turistične namene prineslo neko novost in neko dodatno atrakcijo oziroma na celem tolminskem območju. Te naše prve raziskave, ki smo jih izvedli skupaj s skupino Stik, so raziskave, ki so potekale leta 2020 na severnem Medzidju. No, seveda med najdbami je daleč največ keramike, predvsem te kuhinjske lončenine. Kot predmeti, ki so pa bolj pomembni, so pa mogoče najdbe, ki kažejo na obrambno funkcijo tega gradu. Gre za puščice samostrelov, kar kaže po eni strani na hladno orožje, po drugi strani imamo v tem času že ognjeno orožje z kroglami, topovskimi kroglami in podobno, tudi odlomke oziroma ostaline pušk. Zanimiva izkopavanja tudi na tem zahodnem delu. Imamo že na Pironevem načrtu iz 30 let 17. stoletja označeno, da gre za neke stavbe, ki so označene kot gospodarski objekti, oziroma prav dobesedno štala piše na njih. Ti gospodarski objekti so bili tudi delno raziskani leta 2022 in 2023, se pravi leta 2025 še vedno potekajo raziskave na Ravelinu oziroma na Besti. Cisterna je bila prav tako že narisana oziroma skicirana na eni izmed kart. Odkrili smo res vodni zbiralnik, izjemno pa je odkritje plasti iz 4., morda 5. stoletja, poznorimske plasti. Zelo verjetno je na tej grajski vzpetini že v tem času bila ena utrdba, vojaška struktura, ki je obvladovala Tolminski kotlini. Jaz sem zelo vesel, da smo zdaj prišli do faze, ko se izvajajo prave arheološke raziskave. Mi smo seveda v času obnove v 90. letih zidove kolikor toliko razumeli, dogradili jih do nivoja dvorišča, toliko kot je bilo tudi dogovorjeno, in držimo to naprej. Ampak zdaj ob vsakih novih arheoloških raziskavah imamo spet nove podatke in grad, lahko rečem, vedno bolj ali pa malo manj razumemo. Torej vedno se pojavljajo nova vprašanja, ampak tako kot je zastavljena cela zgodba, mislim, da smo na dobri poti, da bomo s tem nadaljevali in odkrili, kakšen je bil res ta grad. Kulturni spomenik v Tolminu na Kozlovem robu je spomenik državnega pomena. Zato je še toliko bolj pomembno, kako razmislimo in kako pristopimo k nekemu projektu, kakršen je bil projekt občine Tolmin. Že stoletja je grad
pač v ruševinah in ni bil namenjen prebivanju. Kako tak projekt oživiti in konzervatorsko primerno nastopati in dati investitorju konzervatorsko take usmeritve, da bo svoj projekt lahko izpeljal na eni strani, in na drugi strani, da bo spomenik, da bo dediščina ostala in ohranila svoje kulturne, umetniške, zgodovinske in kolikor se le da avtentične substance. Potrebno je, se pravi, pri takih objektih maksimalno arheološko, če še ni bilo arheološko, raziskovati tla in področje, kjer je bilo to zgrajeno. Drugi del so pa potem posegi v samo substanco, v same zidove, kjer smo pa tudi predvsem želeli ohraniti čim več in v veliki meri ostankov zidov in jih sanirati, utrditi z naravnimi materiali, predvsem na apneni osnovi, tako kot se je v dejansko zgodovini tudi gradilo ta objekt. Na drugi strani je bilo pa potrebno razmisliti in dovoliti določene nove varnostne graditve in detajle, ki pa smo jih umestili in dovolili tako, da so izvedene arhitekturno tako, da avtentične substance ne tikajo in je ne poškodujejo. Pri projektiranju sanacije ostalin gradu na Kozlovem robu smo hoteli nekako vključiti vse želje investitorja z njegovim tudi poslovnim modelom. Seveda smo tukaj dobili projektne pogoje strani mnenjedajalcev. Pogojevala nam je izgradnjo sama tehnika gradnje, da smo se odločili za neke materiale, ki so bili najbolj ustrezni za ta način gradnje. Tako da vse to nam je nekako sooblikovalo rešitve, ki jih imamo zdaj tukaj, da smo nekako nadkrili te prostore severozahodnega stolpa, kapele in kleti. Vse ostalo pa smo dodali še neko varnost za ta prostor na vrhu, recimo grajskega dvorišča, in zaščitili še vzhodni del, ki ga čakajo še nadaljne arheološke raziskave. Glavni izziv je bila ta logistika, vse kako vso mehanizacijo, ves gradbeni material pripeljati gor. Poleg tega, da tudi niso bili neki osnovni gradbeni materiali, ki se uporabljajo pri vseh novogradnjah, so pač neki materiali specifični. In tudi sami izvajalci so mogli biti pač vešči teh sistemov gradnje. Ekipa je bila tako od začetka smo bili bolj gradbinci tle, ker smo samo konstrukcijo, betonska dela izvajali, no pa sem začel pa tudi z obzidavo tega severnega obzidja, pa dokončanje stolpa in vseh prostorov. Sodelovali smo v bistvu z eno glavnih firm v Sloveniji, ki se ubada pač z rekonstrukcijo teh objektov pod spomeniškim varstvom, sicer GNOM. Tam so pač zaposleni delavci, ki to delajo dnevno in pač same mešance betonov in obdelava kamnov precej obvladajo in ostale tehnike, tako da na tem področju smo imeli veliko prednost. Kar je pa ostalega, samih strojnih inštalacij in ostalega je pa v bistvu nekako klasično z določenimi detajli, ki jih je treba pač prilagoditi za ta objekt. V projektu obnove in oživitve gradu Kozlov rob smo pripravili tudi interpretacijski načrt, v katerem smo opredelili kar nekaj produktov interpretacijskega središča, med katerimi je razstava, potopitvena soba, informacijska točka, igrifikacija in voden ogled na Kozlov rob. Naš namen je bil, da obiskovalcu na čim lepši način, na čim bolj doživljajski način predstavimo lepote kulturne in naravne dediščine, predvsem 3 grajskih stavb, Kozlovega roba, Dvora na Doru in Koroninjeve palače, in seveda nagovoriti obiskovalca k transformativni izkušnji na poti do skrbnika naše dediščine, dediščine nasploh in naproti k univerzalnim vrednotam. Pri našem delu smo se srečevali z zanimivimi izzivi, ki so velikokrat terjali tudi inovativne rešitve. Vsekakor bi na prvem mestu izpostavil pomanjkanje virov,
in tukaj je bilo eno veliko delo narejeno na področju raziskovanja zgodovine, arheologije, grajske dediščine in podobno. Potem pa seveda izziv, kako te ugotovitve raziskovalcev povezovati z strokovnjaki z področja digitalne tehnologije. In prav to sodelovanje se nam zdi ključno, saj so končni rezultati predvsem odraz dobrega dela med strokovnjaki. Razstava v Grajskem stolpu je zasnovana v 3 nivojih. Razstava se dejansko začne v današnjem času in se počasi, ko se obiskovalec nekako sprehaja po njej, potaplja v preteklost. V uvodnem delu seveda predstavimo obiskovalcem vse 3 grajske tolminske stavbe, kar je nenazadnje tudi neka posebnost našega Tolmina. In sicer v prvi vrsti je v ospredju grad Kozlov rob, Patriarhov dvor na Doru in nenazadnje tudi Koroninijev dvorec, v katerem danes domuje Tolminski muzej. Kozlov rob smo v zadnjem času z raziskavami dodobra raziskali in pridobili kar nekaj novih podatkov, ki jih vključujemo v ta novo postavitev. V kleti pa dejansko obiskovalec pride v daljno preteklost, v čas Soškega ledenika, ki je pripomogel in dejansko tudi sooblikoval ta naš hrib Kozlov rob. Le guidelines servono proprio a questo, a far sì che il proprietario o chi non è tecnico di questa tecnologia possa comunque utilizzarla e avere gli strumenti per comprendere e scegliere. Poi abbiamo realizzato dei casi studio e uno dei casi studio più interessanti, anche perché è complesso e difficile, è proprio il castello di Tolmin, perché è una struttura complessa, è una struttura che ha una storia sedimentata, articolata e quindi non è facile raccontarlo. La tecnologia che è stata utilizzata e la modalità con cui il comune ha avuto l'intelligenza e anche la lungimiranza, la voglia, l'energia per farlo è la tecnologia che serve per riuscire a rendere semplice una storia complessa. Veseli smo, da je občina Tolmin kot investitor uspela pridobiti izvajalce za projektiranje potopne sobe v domačem okolju in to take, ki so koste in nalogi. V procesu dela se je najprej oblikoval interdisciplinarni tim. Večinoma so pri tem sodelovali strokovnjaki Tolminskega muzeja, ki so izbranim izvajalcem najprej zagotovili vse dostopne vire, ki so seveda osnova za začetek procesa. Nato pa se začne zabavni del. Najprej je bil izdelan 3D model gradu na Kozlovem robu v trenutnem stanju. Zatem pa se je na ta model, pravzaprav gole ruševine, začelo nanašati arhitekturne sloje, seveda na podlagi virov o stavbni zgodovini gradu. Najprej so nastali orisi struktur, zatem tlorisi prostorov, nato pa se je začelo te prostore počasi zapolnjevati s poskusom rekonstrukcije zidov. In na ta način se je Tolminski grad ponovno sezidal, lahko bi rekli v oblakih. Drugi izjemno zanimiv del pa je predstavljala rekonstrukcija pokrajine, kjer je bil prav tako najprej izveden izjemno natančen dronski posnetek trenutnega stanja, da bi pridobili čim bolj verodostojno informacijo o tem, kako je Tolminska pokrajina izgledala v času pred stoletji, pa se je na ta posnetek dejansko položilo franciscejski kataster iz leta 1822, s čimer se je pridobil izjemno natančen popis tedanjih stavb, obdelovalnih površin, skratka vse informacije o podobi tedanje krajine. Za rekonstrukcijo dogajalnega prostora pa je sledilo oblikovanje zasnove filma, ki bo nato v končni fazi prikazan v obnovljenem objektu nekdanje kapele svetega Martina. Ureditev Kozlovega roba je za Tolmin velikega pomena. In vsekakor tudi vsi izdelki z področja sodobne digitalne tehnologije nam omogočajo en sodoben, nov učni pripomoček, s katerim lahko nagovarjamo različne generacije, od najmlajših šolskih skupin do najstarejših.
Javnem zavodu za turizem Dolina Soče smo res veseli, da smo lahko sodelovali pri projektu Preteklost za prihodnost. Take projekte vsekakor pozdravljamo, saj pozitivno vplivajo na trajnostni razvoj turizma, na raznolikost ponudbe, pomagajo pa tudi pri razpršenosti obiskovalcev in usmerjanju turizma. Pripomore vsekakor tudi k podaljšanju turistične sezone. V okviru tega projekta smo sodelovali s 3 turističnimi produkti, ki bodo obogatili celotno izkušnjo obiskovalcev. Vsekakor pa bo pripomoglo tudi k promociji Tolmina in širše destinacije. Prepričana sem, da je odprtje prostorov na gradu in tudi ostala dodatna vsebina pravi korak v smer razvoja naše destinacije. Igrifikacija je naš nov produkt, ki smo ga razvili skupaj z ostalimi partnerji v okviru tega projekta. S tem produktom bomo predvsem povečali ponudbo za otroke, pa tudi za mlade družine, saj to nam v Tolminu, pa pravzaprav v celi dolini res primanjkuje. V okviru igrifikacije je 7 izzivov, 7 nalog. 3 od teh so znotraj samega gradu, 4 pa v neposredni bližini samega gradu. Skozi te naloge pa bodo obiskovalci pravzaprav spoznavali zgodovino oziroma zgodbe tolminske, spoznali bodo našo dediščino in pa tudi našo prelepo naravo. Naš naslednji produkt je animacijsko vodenje, ki povezuje pravzaprav 3 gradove. S tem animiranim vodenjem želimo povečati ponudbo predvsem za organizirane skupine, tu pa predvsem za skupine, ki so v našem CŠOD-ju, pomeni šolske skupine, ki so pravzaprav skozi celo leto v Tolminu, katere bodo imele res bistveno večjo ponudbo pri izbiri samih produktov oziroma pri samem spoznavanju naše dežele. Prihodnost je treba uravnotežiti s preteklostjo in najlepši način, da to naredimo, je tako skozi zgodbe. Zgodbe so lahko pripoved, lahko so v verzih, lahko so zapete, lahko so celo skuhane, spečene in slastno okušane. Nagrad po zgodbe tolminske bo postal tradicionalni dogodek. Vsako leto ga bomo obhajali na Kozlovem robu, ki je tudi ena taka fantastična lokacija in je sam zase prava zakladnica zgodb. Zagotovo ima ta prenova kulturnega spomenika velik pomen za turistično ponudbo v Posočju, ampak sam ga vidim še širše. Tolmin dobiva nazaj svoj grad in mislim, da to lahko lepo pripomore tudi k večji pripadnosti, k identiteti mesta. Konec koncev nima vsako mesto svojega gradu, ima pa vsak grad svoje mesto in s tem se pozicija Tolmina v Zgornjem Posočju zagotovo utrjuje kot eno izmed središč. Vesel sem, da za takšne projekte, ki so po obsegu povsem neizvedljivi, če bi imeli na voljo le občinski proračun, obstajajo zunanji viri in da imam sodelavce, ki jih znajo privleči in kombinirati. Tukaj celo iz 2 različnih evropskih žakljev in rezultat je en sodoben kulturni spomenik z dodano vrednostjo, sodobno razstavo, pa hkrati z veliko tradicije, ki verjamem, da bo tudi nas, ki imamo Kozlov rob za točko dnevne rekreacije, še bolj povezala.